Šentrupert je tako dobil urejeno vpadnico, pa tudi lepšo podobo. Prva faza obnove državne ceste je stekla že leta 2010, druga 5 let zatem, tretja leta 2017, lani pa je prišel na vrsto še 375-metrski odsek skozi samo naselje. Zdaj se občani veselijo dokončanja celotne naložbe. Se je poleg cestišča uredili so se pločniki, so se uredili javna razsvetljava in vso komunalno infrastrukturo, ki je pod cesto. To sta 2 kanala za fekalno in meteorno kanalizacijo, nov vodovod, pa vodi za elektriko, telefonijo in optiko. Za novo odprti 4. del odseka, ki so ga začeli obnavljati lani, je državna direkcija odštela 700 000 evrov. Želimo skratka na podeželju ustvariti pogoje, da se da delati, da se da lepo in kakovostno živeti in pa da je tudi zagotovljena vsa potrebna prometna varnost. Predvsem pa je zadnja etapa naložbe pomembna zaradi protipoplavne varnosti območja. Se je zgradil še dodaten kanal, da dovoli, da voda, ki se zbira na zaporedni cesti, ki je malo nižja, zdaj se lahko v ta kanal oteka in gre proti dolini, bi rekel, sporedno z deželo Kozovcev v Jarek. Predvsem starejši krajani so nad novo podobo središča kraja navdušeni. Po tolkem času, da se je ta cesta uredila in da smo vsi občani ponosni, kar jamramo, da je posod premalo denarja, ampak cesta je pa enkratna, lahko rečem. Dolg cajt smo čakali res, prejšnjih 12 let, ki je bil prejšnji župan, zdaj je pa v tem mandatu, ki je ta župan nastopil, je pa res to zagrabil. Res je, da smo predolgo čakali na to. Čaka nas ogromno, tudi od ostale komunalne infrastrukture. V nadaljevanju se bodo občine Mirenske doline z državno direkcijo dogovarjale še o obnovi ceste Mirna-Mokronog in v tem sklopu o ureditvi krožišč Slovenska vas in Prelesje.